Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Znova je ponedeljek in znova je čas za oddajo Vi sprašujete, župan odgovarja. Tokrat se potepamo po občini Prebold in izvedeli bomo vse o tem, kaj se tam aktualnega dogaja. To pa iz prve roke. Z nami je namreč župan občine Prebold, magister Marko Repnik. Lep pozdrav, dobrodošli. Dober dan. Gospod Repnik, če najprej začneva z zadnjim neurjem sredi minulega tedna, kakšno škodo je to povzročilo na območju vaše občine? Zdaj mi smo v eni fazi pridobivanja dejansko teh informacij. Dejstvo je, da nekaj grozno posebnega ni bilo, razen par, bom rekel, privatnih hiš, ki je bilo delno odkrito streh in tako naprej. Do torka je pa potrebno oddati seveda informacije o tem, koliko je nastalo škode na poljščinah, tako da občanke in občani imajo pač to možnost, da priglasijo, potem bomo pa mi dali to prijavo naprej. Mislim pa, da na objektih drastične škode ni bilo, poljščine pa mislim, da kar precej. Vse, kolikor smo na hiter gledali, veliko hmelišč in ostalih je pa poškodovanih. Zdaj, ko govoriva o neurjih, se morda spomniva še tistih iz leta 2023, zagotovo najobsežnejših v zadnjem obdobju. Je sanacija škode nastale po teh neurjih na območju vaše občine že zaključena? Ne, mi smo sanirali torej kompletno industrijsko cono v Lotkovi vasi, ki je bila najbolj prizadeta v teh neurjih. Tudi vse privatne nepremičnine, ki so bile del poškodovanih objektov, so seveda ljudje popravili in primerno skrbeli. Stekla je tudi hitra, se pravi, ta intervencijska sanacija na brežine reke Savinje, medtem ko pa celostne sanacije pa seveda še ni bilo. To nam je še obljubljeno naši občini in pa tudi dol vodno tudi ostalim občinam, da se bo brežina reke Savinje utrdila, tako kot bi pač morala biti za varnost naših občank in občanov in seveda vseh ostalih občin. Tako da na to še čakamo. Lahko pa rečem, da pa delno pa seveda so dela bila upravljena. To je zdaj ta ureditev brežine Savinje zagotovo eden izmed protipoplavnih ukrepov. V načrtu je tudi državni prostorski plan za to območje. Kako pravzaprav vi gledate na vse skupaj in kaj od teh protipoplavnih rešitev še pričakujete? Mi smo zelo za to, da se državni prostorski načrt sprejme in da se začne celovita sanacija tako brežine reke Savinje in pa ostalih pritokov, ki bo prinesla dodatno poplavno varnost, protipoplavno varnost občankam in občanom. Vendar ne za vsako ceno. Mi smo to povedali snovalcem državnega prostorskega načrta, jih tudi povabili v našo občino in vse ostale občine, da naj pridejo, da se usedemo, da se pomenimo. Ker verjamemo, da obstajajo tudi kakšne manj drastične rešitve pri zagotavljanju poplavne varnosti, kot pa so bile predstavljene v državnem prostorskem načrtu. In do naše občine, do občine Prebold, se pravi do Grobelskega državnega mostu, ta dela že potekajo zelo intenzivno in zelo lepo, se zaključujejo, medtem ko pa pri nas pač državni prostorski načrt ni sprejet. Dejstvo je, da je politika tudi dala svoje obljube v času volilnih teh debat, da se bodo poglobili v to in da bo prišli na teren. Tako da mi nestrpno čakamo. No, sicer pa, če se zdaj dotakneva še nekaterih drugih projektov v vaši občini, eden zagotovo najbolj aktualnih je začetek gradnje kanalizacije na območju Zgornjega Prebolda. Kako bodo dela tam potekala, koliko je vredna naložba, verjetno bo treba v tem času tudi nekaj prilagajanja občank in občanov? Ja, absolutno, vedno so prilagajanja, kar se tiče zapore, cest in podobnega, vendar so ljudje, lahko rečem, zelo pohvalno, zelo strpni, ker vedo, da pač gre za neko sanacijo ali pa za neko novo gradnjo, ki bo prinesla neke dodane vrednosti. Tako da mi začnemo z deli konec junija, uvedba v delo je že bila, gre za nove kanalizacijske priključke in pa za del vodovoda, ki smo ga čisto po slučaju odkrili, da je tudi za sanirati, tako da bomo zdaj v tej fazi, ko že enkrat odpiramo, vse to naredili. Projekt je vreden slab 1 milijon evrov, od tega je bilo nekaj preko 600 tisoč evrov državnega denarja oziroma evropskega denarja, gre za aglomeracijo
in mi se zelo veselimo, da bomo lahko tudi vsem občankam in občanom na tem območju pač nudili novo kanalizacijo. K temu bomo pridali tudi še javno razsvetljavo in tako naprej, skratka neko celostno ureditev, če se že enkrat vse skupaj to dogaja. Zdaj, to je eden od projektov, s katerim pravzaprav skušate zagotoviti to pokritost kanalizacijskim omrežjem v vaši občini. Kaj vas še čaka v prihodnosti? Ja, neki kanalizaciji še je, absolutno. Morali bomo še urediti kanalizacijski sistem v Kapli vasi do konca, potem v Matkah in še se bo našlo. Tako da zagotovo je kanalizacijska in pa vodovodna infrastruktura tista, v katero bo potrebno veliko vlagati, kajti ljudje pač, že če drugega ne, po tolikih letih je treba kaj rekonstruirati. Tako da mi bomo tudi v proračunu za naslednje obdobje, potem za 28-29, seveda to vse upoštevali. Za 27 imamo proračun že sprejet. No, marca pa ste skupaj z občinama Žalec in Polzela zaključili tudi projekt posodobitve in nadgradnje vodovodnega omrežja. Kaj je v tem projektu pridobila vaša občina? Ogromno. Seveda je pitna voda tista prva in najbolj glavna pravica, dobrina človeka, tako da mi smo zelo zadovoljni, da se je po katastrofi, pravzaprav, ki se je zgodila s pitno vodo na področju Šempetra pred leti, zdaj to vse skupaj sanirali, da bo to v bistvu neoporečna pitna voda za dosti več ljudi, kot je bilo do zdaj. Mi smo zgradili nov vodohran Likovič v Matkah, ki zagotavlja res čisto in neoporečno vodo. Gre za preko 4000 metrov dolg vodovodni sistem skozi Šešče, Šempeter in potem naprej proti Polzeli, tako da veliko priključkov novih in seveda dobavo čiste pitne vode. No, sicer pa dela izvajate tudi na področju cestne infrastrukture. Kaj je trenutno aktualnega? Ja, pravkar tudi uvedba v delo. Mi smo dolžni še rekonstruirati del ceste v Kapli vasi nad tovarno. Tam smo v lanskem letu jeseni odprli prvi ta del, letos bomo naredili še drugi del do konca, kjer bomo zopet v bistvu poleg nove cestne infrastrukture izgradili hkrati tudi kanalizacijski sistem, pa nov vodovod in pa tudi javno razsvetljavo. Tako da tudi to je bilo v bistvu že projekt, ki se je vlekel dolga leta in je bil skrajni čas, da se to naredi, da se cesta malo poširi, se doda kakšen pločnik in tako naprej, skratka vse za varnost in pa za udobje občanov. Verjetno pa tu dela nikoli ne zmanjka, ne? Nikoli, vedno je kakšna cesta za obnoviti. No, sicer pa občina Prebold v teh dneh praznuje tudi občinski praznik. Tudi letos ste ob tej priložnosti pripravili Šempavelfest. Gre seveda za niz dogodkov, ki se bodo zvrstili. Pa če začneva najprej pri slavnostni seji občinskega sveta, ki bo pravzaprav nekakšna otvoritev tega Šempavelfesta. Na njej boste podelili tudi občinska priznanja. Kdo so letošnji občinski nagrajenci? Tako je, mi vsako leto v bistvu to praznovanje našega občinskega praznika pričnemo z občinsko slavnostno sejo. Tudi letos v sredo v 20. uri v našem športnem parku pod Čotorom. Vsako leto podelimo, zdaj imamo kar nekaj nagrajencev, priznanj in pa tudi dva grba, in sicer bronasti grb gospod Boro Tomaš, zagret in srčni športni delavec, ustvarjalec, tako da za dolgoletno udejstvovanje v vseh možnih panogah bronasti grb in pa tudi zlat grb občine Prebold za našega dolgoletnega stalnega svetnika od ustanovitve občine dalje, gospod Franci Škrabe, dolgoletni tudi podžupan, ob zaključku svoje kariere prejema zlati grb občine Prebold. Se bo pa potem v naslednjih dneh, torej od četrtka dalje, zvrstilo nekaj različnih dogodkov, pravzaprav za vse generacije, tudi za ljubitelje različnih vrst dogodkov. Kaj vse napovedujete letos? Mi smo si Šempavelfest vedno zamišljali, da mora biti dejansko za vse ljudi nekaj, da kaže svojo raznolikost.
In vedno potem po slavnostni seji, se pravi v četrtek, je dan za smeh in za stand-up, tako da letos na odru Aleš Novak s svojo ekipo smeha. Potem v petek imamo rock koncert, na katerem bodo poleg naših mladih predskupin nastopili skupina Neron in potem glavna skupina Tabu. In pa v soboto sprejem gasilskega vozila novega z dnevom gasilca, z postrojitvijo in tako naprej, in zvečer veselica z skupino Kvintet SOS. V nedeljo pa družinski dan, zaključek našega Šentpaul Festa z otroškimi igrali, z barbecue dnevom, se pravi malo županovega piva in pa ostalih proizvajalcev našega piva Spodnje Savinjske doline in pa seveda malo za napolniti želodce ob dobri glasbi in pa seveda lepem vremenu, ki se nedelji pritiče. Tako da ne samo občanke in občani vaše občine, tudi vsi drugi. Mi vabimo vse v Latkovo vas na naš športni plac, kjer bo letos 4. Šentpaul Fest, za katerega verjamem, da bo zopet odličen. Tako, vabljeni torej. Sicer pa sva prej veliko govorila o projektih, ki se dogajajo, izvajajo v vaši občini. Zagotovo pa sva jih kar nekaj, ki so se zgodili od preteklega občinskega praznika do tega izpustila. Katerega bi recimo še izpostavili? No, vsekakor sta bila dva projekta, kar se tiče komunalne infrastrukture. Šlo je za zopet urejanje dela kanalizacijskega sistema v Prečni ulici, ki je zopet z obnovo pridobil na svoji kvaliteti in udobnosti življenja, in pa v Svetem Lovrencu smo tudi po dolgih letih zorganizirali prenovo oziroma izgradnjo kanalizacijskega omrežja. In pa mogoče največji projekt pravzaprav je bila del ceste v industrijski coni Latkova vas. To je cesta, ki je zelo obremenjena. Naša industrijska cona ima veliko podjetij, ki odlično delajo, in dejansko smo z rekonstrukcijo tudi poplavno varnost uredili, se pravi vsa odvodnjavanja, ki so se pokazala pri poplavi leta 2023 za zelo zaskrbljujoča in pa slaba, smo to sanirali, tako da zdaj zaenkrat stvari zelo dobro funkcionirajo. Bomo pa v naslednjem letu še dopolnili to cesto do popolnosti, se pravi do 100%. Čakamo samo na končanje določenih izgradenj gospodarstvenikov, ki pač širijo svoje podjetja, da ne bomo te ceste že obremenjevali v štartu preveč. Se pravi, oni zaključijo zgradnjo, mi začnemo z obnovo ceste. Še bova nadaljevala z najnim pogovorom. Čisto kratki oglasi so zdaj na vrsti, potem pa se vrneva. Mesarstvo Čas vam v lastni mesnici na Savinjski cesti 77 v Žalcu ponuja meso in mesne izdelke. Poleg svinjskega, govejega in telečjega mesa nudijo tudi domačo perutnino. Iz lastne proizvodnje priporočajo hrenovke, pečenice, krvavice in domače klobase. Po naročilu vam pripravijo tudi narezke različnih vrst, kanapeje in druge prigrizke. Za posebne priložnosti organizirajo manjše in večje cateringe na vaši lokaciji z izbrano ponudbo domačih mesnin. Čas je zlato in dobro meso. Cajt je, da stopimo skupaj in kupujemo domače. Trgovine Joge! Dobrodošli nazaj, z menoj v studiu še vedno župan občine Prebold, magister Marko Repnik. Gospod Repnik, s temle sicer nekoliko spremenljivim vremenom, ne pa vendarle visokimi temperaturami tudi v zadnjih dneh, se nekako napoveduje poletje. Poletje je seveda tudi zato, da gremo kdaj na kakšen bazen, da se malo osvežimo, in Preboldski je zagotovo eden izmed najbolj priljubljenih, sploh tu v naši regiji. Kdaj ga boste letos odprli? Kaj načrtujete letos? In eden redkih.
Tako. Tako da dobrodošli, seveda. Mi smo bazen že odprli in sicer 13. junija v soboto smo imeli otvoritev. Lepo vreme bo zagotovo vodo v par dneh tudi zadostno ogrelo, da bo primerna prav za vse. Pridružili so se nam potapljači Potapljaškega društva Velenje, ki so malo demonstrirali potapljanje v bazenskih vodah, imeli tudi kratke predstavitve in pa možnost preizkusa potapljanja z jeklenko, tako da je bilo precej zanimivo. Nabralo se je že kar nekaj ljudi, čeprav pravim, voda je bila na začetku še kar za tiste najbolj pogumne. Drugače pa pravzaprav nič posebnega glede na prejšnje sezone. Res je, da smo bazen malo prenovili, delno tudi določene stvari uredili pač sanacijsko, dokupili smo nekaj bazenskega materijala. Vse je v najlepšem redu, tako da dobrodošli kadarkoli. Jaz mislim, da če bo sezona lepa, da bo vreme fajno, bo odlična kopalna sezona je zopet pred nami. Tako kot je bila lanska, dejansko, ko je bilo veliko vročih dni. Tudi gostinska ponudba na bazenu pritiče, dovolj je parkirišč, ostalih športnih dejavnosti ob bazenu tudi, tako da dobrodošli. Nekoliko so se spremenile cene, pa vendarle so te še ugodne. Mislim, da so cene minimalistično bile povišane glede na stroške dela in pa vsega ostalega, ampak v bistvu nikakor niso take, da bi kdo rekel, da so previsoke za kopalno sezono. Če greva zdaj še k gasilcem, prostovoljno gasilsko društvo Prebold Dolenja vas Marija Reka je dobilo novo gasilsko vozilo. Svoj delež k temu je seveda prispevala tudi občina. Gre za visoko naložbo v finančnem smislu in pa seveda tudi za izjemno pomembno v smislu varnosti občank in občanov. Tako je. Občina Prebold vedno odlično sodeluje z Gasilsko zvezo Prebold, z vsemi gasilskimi društvi in spoštujemo to, da gasilci potrebujejo za svoje kvalitetno opravljanje dela pač dobro podporo in zato vedno stojimo na njihovi strani. Videli smo, koliko so gasilci pripomogli in pa seveda tudi civilna zaščita ob poplavah in tako naprej. Vedno več bo naravnih, bom rekel, neprilik, v katerih bomo potrebovali pomoč in zato je prav, da imajo gasilci in vsi ostali opremo, ki jo potrebujejo. Mi smo v letošnjem letu pridobili več stvari, kar se tiče gasilcev. Ta je seveda največja. Tukaj je bilo preko 300 000 evrov občinskega denarja za nakup gasilske opreme, se pravi za cisterno. Medtem ko smo tudi v Latkovi vasi pridobili kombi za vožnjo ekipe in pa v Kapli vasi tehnično v bistvu urejeno prikolico za gasilni kombi. Tako da veliko se vlaga čez celotno leto v gasilsko infrastrukturo. Veseli smo pa, da so naši gasilci tako, bom rekel, pridni, inovativni, da sami tudi v bistvu se znajo obrniti, veliko stvari postorijo sami, tudi tako na objektih gasilskih domov, kot seveda pri pridobivanju dodatnih sredstev za svojo opremo. Tako da občina ne potrebuje pokriti vsega, ker je tudi dejansko veliko botrov, ki tukaj primaknejo svoj delež. In se jim seveda zahvaljujem za to. Zaključuje pa se šolsko leto, le še nekaj dni nas pravzaprav loči do konca šolskega leta. Učenci na osnovni šoli Prebold so zaključno prireditev že pripravili. Kako pa bo zdaj čez poletje? Boste ta čas izkoristili tudi za kakšna vzdrževalna, naložbena dela? Zelo minimalistično, ker dejstvo je bilo, da smo imeli v načrtu, da bomo delali dodatno prezračevanje v športni dvorani osnovne šole, ampak na razpisu nismo bili uspešni. S računom, da v drugem krogu bomo in bomo potem videli, če bo pač to potrebno, da bomo to naredili. V vsakem primeru pa investicije v šolo so bile že v lanskem letu, prenova male telovadnice z novim parketom oziroma brušenjem parketa in tako naprej. Nekih večjih, bom rekel, zdaj trenutnih pa razen tega, kar sem omenil, ne pričakujemo.
Zdaj ponavadi je za starše med počitnicami, sploh za starše mlajših otrok od 1. razreda naprej, kar problem, ne, kam dati otroke v varstvo. Zdaj v medgeneracijskem centru Prebold pripravljajo počitniško varstvo, kamor bodo sprejeli otroke od 1. do 5. razreda. Ja, kot vsako leto, tudi letos pohvala medgeneracijskemu centru, ki pač bdi nad tem, da organizira določene tako tečaje, delavnice, kot tudi varstvo naših otrok čez poletne počitnice. Tukaj nastopi zlato srce večjih prostovoljk in pa prostovoljcev, ki za te otroke primerno poskrbijo, jih animirajo, peljajo tudi na kak sladoled ali pa na kako urico na bazen. Skratka, otroci mislim, da se dobro počutijo in tudi zanimanje za ta del je kar veliko. Kot zdaj že nekaj let ste tudi letos vabili dijake, študente, da se priključijo v obliki počitniškega dela na nekaterih objektih v sklopu občinske uprave. Ja, zanimanje je pravzaprav večje, kot pa je možna ponudba. Torej, mi nismo mogli pravzaprav zagotoviti vsem dela tam, kjer so si želeli, ker ponujamo delo tako v Ticu, kot na občini, kot medgeneracijskem centru in pa tudi seveda na bazenu v Preboldu. Je pa res, da vsak žal ne more dobiti tistega, kar je v pristopni izjavi želeno, ker enostavno je otrok oziroma mladostnikov preveč in vsi bi radi nekako participirali, kar pa mene izredno veseli, ker to, da ohranjajo stik z krajem in da želijo tukaj delati neki pridodati, je dober občutek. Če se morda dotakneva še projekta Magnet, ki prav tako v prvi vrsti naslavlja mlade, v Preboldu boste vzpostavili Magnet Mini Hub. Kaj to pomeni, komu je namenjen? Ste pa k temu, kakšne vsebine bodo povabili tudi mlade, da sodelujejo s svojimi predlogi? Tako je. To je projekt precejšnje razsežnosti, ki ga peljemo z vodilno občino, mestno občino Celje in ponuja določene razvojne potencijale tudi za našo občino. Gre za nekak beg možganov, torej brainstorming o tem, kako bi mlade ljudi zadržali v svojih občinah in kaj bi jim za to morali pravzaprav ponuditi infrastrukturno in pa vsebinsko. Mi smo se odločili, da bomo skušali oblikovati mladinski center, torej neko mladinsko sobo, ki bi v medgeneracijskem centru zapolnjevala to oziroma nekako zaokroževala to 100-odstotno celoto. Dejstvo je, da medgeneracijski center odlično deluje, ampak še vedno je bolj generacijski kot medgeneracijski. Mladina se ni toliko priključevala v programe medgeneracijskega centra, zato v spodnjih prostorih načrtujemo pač izgradnjo mladinske sobe. In mi smo prosili vse mladince, ki so to želeli, da so prišli na to predstavitev in so dejansko nekako nam pokazali vizualno v teoriji, kje bi želeli, da kaj stoji in na kak način bi oni uredili to. In mi bomo po njihovih napotkih tudi to mladinsko sobo do naslednjega leta, se pravi nekje do novembra naslednjega leta uredili in dali v uporabo. Ponujala bo pa mladinska soba pravzaprav vse. Čez vikend do raznih kontroliranih zabav, druženja mladine ob igranju iger namiznih kot računalniških do, bom rekel, ročnega nogometa, pikada in tako naprej. Čez teden pa predvsem izobraževalne vsebine, tudi tutorstvo, se pravi mentoriranje, inštrukcije raznih šolskih predmetov in tako dalje. Skratka, malo zabave, pa tudi veliko resnih stvari, kar so sami predlagali. In zelo všeč mi je bilo, da ni dejansko bil poudarek samo na zabavi, ampak tudi na resnih stvarih. In temu naj bo namenjena ta mladinska soba in pa mladini, da bo tja rada zahajala. Pred dnevi ste pripravili prvi sprejem za letošnje novorojenčke. Kakšno je bilo vzdušje? Vzdušje je vedno odlično na takšnih prireditvah. Veseli smo, da se starši radi tega udeležijo. Je pa res, da opažamo manjši upad, tako da jaz pozivam vse občanke in tudi državljanke, da
3 otroke, ne. To nas bo rešilo. Drugače pa jaz pričakujem tudi delno priseljevanje, namreč v planu je tudi graditev novih bivalnih kapacitet, tako v obliki strnjenih naselij, kot tudi v obliki 3 novih blokov, tako da pričakujemo še določeno priseljevanje in s tem seveda tudi povečano rodnost. Če pogledava še na področje kulture, Pihalni orkester Prebold je slavil 100 let delovanja, gre za pomembno obletnico. Tudi vi ste že dolga leta dirigent in umetniški vodja tega orkestra. Ja, naslednje leto praznujem 20-letnico, odkar dirigiram Pihalnemu orkestru Prebold. Zdaj, 100 let v slovenskem merilu v godbeništvu je nekje neka zlata sredina. Ne. Za kraj je pa 100 let nekega društva precej veliko in mi smo seveda zelo ponosni na to. To 100-letnico smo obeležili tudi z podelitvijo posebnih priznanj. Na področju godbeništva obiskal nas je gospod Boris Selko, predsednik Zveze slovenskih godb, ki nam je ta odličja tudi podelil. Imeli smo slavnostni koncert 21. maja v športni dvorani Prebold. Ljudje radi pridejo, radi nas imajo in mi se pripravljamo za naslednjih 100 let. Kajti lahko rečem, da je občina Prebold tudi tista, ki zelo dobro sodeluje z Pihalnim orkestrom, že vsa leta za nazaj. Nasploh kultura se mi zdi, da je pri občinskem vodstvu vedno bila dobro zastopana in dobro podprta. Lahko rečem, da tudi se v vsakem mandatu najde, da je kateri od svetnikov tudi član godbe, tako da še malo poskrbi za to, da so stvari vsaj takšne, kot so bile do zdaj. Drugače pa mi imamo dobre razmere, lahko rečemo v slovenskem merilu, proti ostalim godbam, ker imamo svoj godben dom, ker imamo pač tako, kot sem že omenil, podporo občine, predvsem pa to, da ob novem letnem koncertu dejansko res napolnimo športno dvorano, kar nas pa zelo razveseljuje. Torej, da imamo svoje poslušalke in poslušalce, ki nas imajo radi in pridejo na naše koncerte. Na januarski seji pa so svetniki občine Prebold obravnavali tudi strategijo razvoja turizma Spodnje Savinjske doline. Kako je vanjo vključena občina Prebold? Zdaj po nekaterih mnenjih zelo dobro, po drugih mnenjih malo slabše, ne, pa vendar zelo težko je vključevati dejansko vse stvari od ene občine v strateški dokument, ki zajema 6 občin Spodnje Savinjske doline. Zato smo se skupno pač odločili, da bomo šli tudi v strategijo na lokalnem nivoju, torej lokalna strategija turizma naše občine, ki pač neke priprave oziroma prvi te pripravljalni sestanki so že stekli na to temo, vse ostalo pač v času, ki je pred nami. Strategija Spodnje Savinjske doline je pa zajema v bistvu pač neko bistvo vseh občin, vsako zase, in pa kot rdečo nit celotne Spodnje Savinjske doline, ki pa zagotovo je pač hmelj, ne, hmelišča in pa hmeljski produkti, ki so za našo dolino značilni. Mi si res želimo, da bo ta projekt zaživel v tem letu, kajti veliko je odvisno, strategija in vse je pripravljeno, tudi sprejeta iz strani vseh 6 občin Spodnje Savinjske doline, ampak veliko je odvisno od države. Ne. Tukaj je pač Ministrstvo za gospodarstvo, ki pokriva segment turizma z svojimi razpisi in čakamo na razpis združevanja manjših destinacij v večje destinacije. Ne. In destinacija Spodnja Savinjska dolina bo pristopila k destinaciji dežela Celjska in pa Velenje in tako naprej, ne, da bomo malo združili na regijskem nivoju te destinacije zaradi boljšega odziva. Tako da tukaj je tudi dejansko korak na državi. Sicer pa se bližajo lokalne volitve, letošnje leto je pravzaprav kar leto volitev, ne. Ste že sprejeli odločitev, ali se boste na novembrskih volitvah potegovali za nov mandat? Da, se bom. Mislim, da je en mandat na čelu vodenja občine premalo, da bi lahko v bistvu pač naredil nekaj več. Prvi mandat je dejansko bolj
spoznavni z vsemi temi stvarmi, zaključuješ neke projekte, ki so se vlekli že odprej in nastavljaš neke projekte za naprej. Ne. Tako da jaz mislim, da naslednji mandat je pač tisti ključni, v katerem bojo lahko ti projekti, ki bodo zdaj sledili dejansko projekti naše občinske uprave, kot smo si jih zastavili ta ekipa. Tako da mi se bomo pripravili na lokalne volitve in skušali potem dobiti najboljši možni rezultat in potem nadaljevati z našim delom. Prej ste že omenili, da računate pri projektih tudi na podporo države. Slovenija je dobila novo vlado. Kaj kot lokalna skupnost pričakujete, kje si želite največ podpore? Ja, zdaj, tako kot je bilo omenjeno prej, imamo pač odprte projekte, kar se tiče voda in nasploh okolja, ne, se pravi od ministrice za okolje pričakujemo, da bo slej ko prej se oglasila oziroma da se bomo lahko usedli, v kar ne dvomim absolutno. In pa seveda tudi infrastruktura, ne, tudi ceste so tiste, mi imamo odprt projekt na državni cesti, projekt izgradnje križišča v Latkovi vasi na regionalki proti Ljubljani in računamo tudi na ministra za infrastrukturo, da bomo to skupaj speljali. Drugače pa absolutno vsa ministrstva, ne smemo pozabiti Ministrstvo za kulturo, kjer imamo v dolini v Šempetru rimsko nekropolo, ki je nujno potrebna obnove oziroma vsej nekega večjega pregleda, ne, in je, moram reči, država mogoče malo mačehovska do te infrastrukture, ki je dejansko državni lasti in pa državni ponos. Pa ne samo državni, ne gre samo, to so pač rimska nekropola, dejansko gre čez meje države. Ne. Ob koncu najinega današnjega pogovora pa morda, glede na to, da občina Prebold praznuje občinski praznik, še kakšna lepa misel, želja občankam in občanom? Seveda vsem prvo povabilo na vse dogodke, ki bodo v naši občini potekali v našem občinskem prazniku, tako Šentpavlfest kot naša slavnostna seja. Predvsem pa vsem občankam in občanom naše občine iskreno čestitam ob tem prazniku, nasploh vsem našim državljanom in državljankam, pa tudi ob državnem prazniku iskrene čestitke, predvsem pa, da ostanemo strpni, da se imamo dobro, da smo v prijateljskih odnosih, ker tako lahko gradimo kvalitetno za napredek našega kraja in pa naše države. Vse ostalo pa prepuščajmo raje komu drugemu. Magister Marko Repnik, župan občine Prebold, hvala za tale pogovor, čestitke ob občinskem prazniku in uspešno tudi naprej. Hvala lepa za povabilo. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, do konca smo pripeljali torej še eno oddajo Vi sprašujete, župan odgovarja. Vse lepo v tem tednu, mi pa smo z vami znova čez 7 dni. Nasvidenje.